Afganistanski naboj za slovenskega vojaka. Za kakšno plačo že? Moja plača v Afganistanu z vsemi dodatki pa je znašala 5400 evrov. Splača se, če ravno ne srečate naboja s svojim imenom. Pri nas je precej nižja. Približno 500 pripadnikov, ki prejemajo mesečno minimalno plačo, vse drugo gre pa za poplačilo izvršb. Gre za posledice zadolževanj izpred nekaj let. Plače takrat vojaka so bile tukaj med 800 in 900 evrov, normalno ljudje so si vzeli kredite in sedaj ne morejo plačevati več kreditov, ne morejo preživljati družine. Zato izstopijo. Že samo počutje oziroma vzdušje v sami ekipi je bilo itak porazno. Pritoževali so se, pritoževali smo se, ampak enostavno ne prideš nikamor, ker si tu noč številka. Po sinočnem sestanku z ministrom še eno razočaranje. Gospod minister o tem govoril, da se boji, da se ne bo kaj dosti premaknilo glede na javno finančno stanje. Oni te ne vidijo, oni te ne poznajo, oni ne vejo, kje se ti klatiš, kje delaš na terenu, v kakih razmerah delaš, da stojiš cel dan v dežju. Jasno, minister danes ni stal na dežju, ampak je šel na izlet na ladjo Triglav. Vojska ne more izsiljevati kot policija ali vozniki tovornjakov. Slovenski vojak nima pravice do stavke. Slovenski vojak ne nosi v proračun, bom rekel pod narekovaji. Namesto, da bi, ne vem, rečemo, imeli neko socialno varnost, da bi imel neko oporo od nekje, od nekogar, pa nimaš. Če bi samo predpise spoštovali, ne bi bilo potrebe po zbiranju hrane za pripadnike Slovenske vojske, ki so se znašli v situaciji, ko ne zmorejo več. Perspektiva oziroma prihodnost je slaba. Jaz se bojim, da nas bo ostalo ali pa jih bo ostalo par fanatikov v Slovenski vojski. In dosti uradnikov. Zanje se pri nas vedno najde denar.